Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Vsak izmed nas si mora ustvariti neko socialno okolje, v katerem se lahko razvija, v katerem lahko kvalitetno živi. Zaposlitveni centri smo ena izmed oblik, ki nudimo invalidom možnost redne zaposlitve. To niso varstveno-delovni centri, ki bi delali občasno in s tem seveda tudi neko socialno varnost. Še posebej je to pomembno, da je to v manjšem ruralnem okolju, kajti vsi imamo v določenem obdobju življenja v svoji ranljivosti tudi težave z mobilnostjo in toliko večja priložnost je to za razvoj določene obrti v malem okolju. Res je, da se nahajamo v prostorih, ki nam jih je namenila občina Velika Polana za naše delovanje in nas tudi podpira, ampak zaposlujemo pa invalide glede na njihove sposobnosti. To pomeni, da prihajajo iz občine Črenšovci, iz občine Beltinci in tudi iz Goričkega imamo eno zaposleno. Trenutno nas je 12 zaposlenih, od tega je 8 invalidov in 4 je, bom rekla tako, strokovno osebje in mentorji, ki te invalide podpirajo pri svojem delu. V proizvodnji imamo sicer 2 lokacije. Imamo na eni lokaciji izdelujemo izdelke iz šibe. To so razne košare, košarice, večje izdelke, tudi kakšna pohištvene izdelke tudi. Potem imamo tudi delavnico, kjer delamo izdelke iz ličja vse. Tudi cekarje, košarice, vse sorte. Potem pa še je kulinarična delavnica, tam pa imamo razne te kulinarične izdelke, palčke, bučna semena pražimo, pecivo pečemo, potem v jesen se kuha marmelada, tako vse sorte. Vsekakor se trudimo, tako v vsakem podjetju, da zaposleni pri nas lahko kvalitetno opravljajo svoje delo. Kvalitetno lahko opravljajo svoje delo, če nudiš zaposlenim pogoje in če seveda tudi skrbiš za njihovo zdravje, tako da v okviru tega programa za zdrav življenjski slog oziroma zdravje na delovnem mestu smo letos izvedli en tako zelo zanimiv program, ki vključuje prehrano, telovadbo, meritve in moram reči, da smo vsi zaposleni bili na koncu zelo presenečeni sami nad sabo in na uspešnostjo programa, kajti ne samo, da bi po občutku rekli, da smo nekaj naredili za svoje zdravje, ampak tudi meritve, ki smo jih imeli v okviru laboratorijskih preiskav, so pokazale, da so se izboljšali vsi kazalci zdravja. Seveda smo tega vsi veseli, tudi zaposleni vsi, tako da jaz mislim, da bomo s tem nadaljevali in vsekakor je pa to pomembno tudi za kvaliteto dela in za dobro počutje. Ja, izzivi se predvsem pojavijo takrat, ko se želi širiti, kako dobiti zaposlenega, ki je primeren za tisto delo. Ne vem, želimo širiti na primer repertoar kulinarike, ampak vemo, da tudi mi nismo vsi za delo v kuhinji, tako da dobiti ranljive ciljne skupine, ki so prvič pripravljene in drugič tudi sposobne za delo, da nimajo omejitev za delo v kuhinji. Drugih nekih omejitev pa načeloma ni. Ta ranljivost ni vedno ovira, mi jo vidimo kot priložnost in moram reči, da tisti, ki so zaposleni in ki so dobili to priložnost, skrbno ravnajo z tem in vidijo s tem možnost, da lahko tudi socialno potem preživijo v svojem okolju.